In to je ravno en fajn čas, da v takem bolj oblačnem popoldnevu enega krasnega glasbenega gosta povajmo v studio. Samči od Skaterjev, Samči zdravo. Zdravo. Lepo te spet videti in sem vesel. Danes sva Samčem ugotovila ne samo to, da sva isti letnik, ampak tudi to, da to, kar oba dva počnema, torej on muziko, jaz pa radio že tako dolgo delamo, odkar se poznamo enih. Tam smo se spoznala, ne? Ja. Ko se voda eno dobro oddajo. Tako je, res je in moram reči, da ti moram čestitati, da vztrajaš v muziki ves ta čas in da tudi po toliko letih, več kot 20, kar Skaterji obstajate, da še vedno znaš narediti, seveda s sodelavci pa z ekipo, fajn komad, ki gre zelo lepo v uho. Hvala enako, ne? Ja, kaj naj rečem, veš, eno leto je že, kaj sem bil nazadnje tukaj, ne? Ja. Takrat smo bila z Dejanom Dogaja. Skupaj, ja, imeli duet, to pomeni svoj samostojni singl pa smo izdali lansko leto junija, ne? Tako da, ja, leto pa pol skoraj od svojega komada in ne vem, predčasih smo delali na 3-4 mesece komade, nove, zdaj pa tako bolj po pameti delamo, bolj počasi. Tale skladba je bila narejena že marca, imeli smo 3 besedila, nismo se mogli odločiti, delali, Ja. tako da zdaj bo prišla ven. Dobro, skladba se imenuje Malo Morgen. To je besedna zveza, ki smo jo tu pri nas, vsaj na Štajerskem, lahko rečem, že neštetokrat jo je vsak uporabo in je nekaj takega, kar čem se dejansko čisto vsak od nas lahko najde, tudi ko potem video spot pogleda. Ja, Skater je tak štajerski band, tu Saša je štajerske, pač iz Celja. Tako? Jaz pa tu, Mariborčan, z Dupleka in to je to. Ja. 20 let nazaj, ko si že tudi z ekipo ustvarjal muziko, ker si rekel, včasih je to šlo bolj na hitro, ne je bilo treba več komadov, da bi pa bolj na hitro, tudi zato, ker so verjetno bile te diskoteke, ki so bile takrat ful polne in vsak vikend so vsi prišli in to od Skatera, pa on od Skatera, pa tretjo, pol pa sta bila tam meseca mimo, pa je že bilo hitro, treba novo, ne? Spet novo, ja, zdaj se je to malo spremenilo, ne. Zdaj ne vem, če bi rekel, da je ostalo vsega skupaj 15% od tega, kaj je bilo takrat, lokalo, diskotek, dalo nastopati, ko se je vrtelo, ne. Se sam vidiš, da nimaš kam iti, ne. Dejansko klubov sploh več ni, mogoče bi lahko na prste ene roke naštel, kaj so v Sloveniji. Tako da časi so se spremenili, mi smo tudi odrasli malo, Ja. in malo bolj po pameti delamo, ne. In Ali ven vse, kaj nam je prišlo na pamet, ne. no, zdaj pa ta sivina, ki jo imava oba dva, to bodo tudi poslušalke in poslušalci potem na posnetku videli, žlahtna sivina, je seveda tudi mogoče malo kriva za to, da nas toliko krat kje ni, ampak ste pa vseeno, kje bomo zdaj recimo Saško pa tebe, torej Skaterje lahko kmalu kje videli v živo, tu v naši bližini, tu, kjer nas poslušajo. Dobro, zdaj smo že dosti zamudili, ne, prihaja pa zdaj Halloween. Tako? V Beltincih, ne? V Beltincih je en velik Halloween se dela. Tako? Četrtek, petek, ne? Petek je Severina in Skater. V četrtek imajo bolj Balkan style, tako da tam se vi lahko vidimo. Ja. Se pravi, to bo 31.10., če se ne motim. Ja, fino. Dobro, in zakaj bomo obvezno šli Skaterje poslušati, pa plesati z njimi, pa se zabavati? Velik razlog je tudi ta novi hudi hit Malo Morgen, ki ga bomo zdaj primerno zavrteli tudi na totem radiju. Dajmo ga poslušati, pa potem še kaj povemo o ekipi, o videospotu, pa še o tem, kaj bomo delali na naslednjih 20 let. Evo, najde Skater in Malo Morgen. In Malo Morgen. Samči pa še vedno z nami v tem studiu, bravo, zelo fajn. Zdaj nam je to kri pognalo po žilah v takem oblačnem pa deževnem popoldnevu, ko ga imamo. Ja, povej nam malo, s kom sta Saško kaj sodelovala pri tej pesmi? Ja, zopet najin tatko, ne, Miha Hercog, Pajki, Ja? ima prste zraven, tudi 3 avtorji so z Nemčije, besedilo pa napisala Vera Šolinc. Odlično. To je ekipa, kaj se pa tiče videoprodukcije, pa sodelujemo zdaj že od leta 2017 z Voksom, Janom Vokmanom, reperom. In moram reči tudi, videospot, ko si boste pogledali, videospot je tudi že zunaj, je takšen pravi, ki kar lepo tudi na en prijeten Oktoberfest spominja.
Ja, veš, jaz smo šla na snemanje v studio in se Sašo pogovarjamo, kako bi posneli video spot, je rekla, veš kaj, da gremo mi k najnemu sponzoru Jodstvu, posnajemo tam na traktorji, imamo malo Oktoberfest, potem smo si sposojali malo te rekvizite, pa to, da smo malo okrasili in pač je prišla fajna zadevica, je taka. Fino, zelo fajn za poslušati, fajn ekipa, tudi kakšno znano osebo lahko vidite v video spotu, malo si pogledajte, dobro si ga pogledajte, fajn poslušajte. Tudi dobro nagradno igro imamo. Obvezno moramo povedati tudi to na Facebook profilu skupine Skater, torej če ima nekdo srečo, lahko prijeta domov k njemu na špil. Na Facebooku se reklamira. Dobro. Drugače nagradna igra, vse je napisano, tudi videi so, nagradna igra poteka na YouTubeu pod videospotom. Aha, okay. Vsi glasbeniki so začeli to pred leti ali pa 2 leti nazaj, nagrade, telefoni, PlayStation, gor dol, jaz smo rekla, materialne pač ne. In smo dala za nagrado privat Skater žur, pri vas doma in... Kaj je treba narediti, povej, da malo spromoviramo to igro? Ja, malo video spot deliti po socialnih omrežjih in pod komentar napisati, kateri del ti je všeč, katero besedilo ti je všeč, ali pa samo sodelujem, kakorkoli, samo toliko, da si med komentarji in potem bo čez mesec dni bo žrebanje in... Tako, ja, 18. novembra, ne? Ja, tako smo dali, ja. Ja, to vidim datum. Bomo naredili žrebanje. Ok, dajte, sodelujte, ker kdo pa je še pravzaprav od vseh, ki jih poznate, kdaj imel privat Skater žur na svojem praznovanju? To je kar ekskluzivna stvar. Ja, mislim, da smo kar prva, ja. Ja? Jaz se upam trditi, da smo prva slovenska glasbenika, ki smo dala tako nagrado in bomo videli, kaj bo z tega. Fino. Samči, ekipa, ki poslušate, ne pozabite, sodelujte v nagradni igri, pogledajte si video spot, poslušajte Malo Morgen, 31.10. Skater tudi v Beltincih na noči čarovnic. Ja, pol pa smo tudi okoli 20. novembra, pa smo tudi v centru Maribora. Eto. Da letošnjo leto še enkrat se v Mariboru pojavimo, v klubu tukaj doli na Lentu in ja, drugače pa vse piše na Facebook strani skupina Skater ali pa na Instagramu. Dobro, zdaj torej, ko so prej v prvem delu pogovora tudi govorila, da zdaj več tako hitro po tekočem traku komadi ne prihajajo ven, se pravi, tega imamo zdaj, oktobrskega. Kdaj bo naslednji, evo, če lahko? Če bi bilo po moje, ne bi šel tako januarja ven, imam 3 že v glavi. Okay. Enega smo se začeli že dogovarjati s Pajkijem, čakamo samo tam zato, ker je pač bil rezerviran za njegovo bivšo, za Sašo Lendero, zdaj, če bo ona odstopila, ga bom midva naredila, drugače pa mama... Če bo Saša odstopila Saški, vaši. Ja, Saša Lendero, če bo odstopila naši Saši, ali komad bomo ga kar hitro naredila. Ja. Drugače pa imamo 2 priredbi, imamo zdaj v planu tudi 1-2 zimzelena slovenska dance hita. Imamo pač od zadaj založbo. Tudi producenti najo, dajmo narediti to, Skater, naredite to, tako da imamo kar planja. No, ker ko si zameril, zimzelena slovenska hita, tudi Mrtva reka je bila en taki zimzelen slovenski hit. To je bil štart, ja. To je bil vaš štart takrat, ne? To je bila bolj iz heca vse skupaj, ja, takrat smo se s mojim prijateljem Roberto Dijem spravili skupaj. Naredili komad, brez da smo Smodeja sploh vprašali, potem ko je bil komad narejen, smo šli gor k njemu v studio, on je bil celi nori. Aha. Smo naredili, a pol pa še je bilo eno sodelovanje, en duet, vračam se z Smodejom, ja, tako se dejansko začela zgodba, Skuterov takrat, zdaj pa Skaterov. Fino in naj samo traja, to želim tebi pa Saši tudi in da, ko bo spet ta novi, prijeta spet v toti studio, pa da najprej je Saša drugič tudi malo zraven, evo. Ja, bo, Saša bi tudi zdaj prišla, ampak ona uživali po v Turčiji, mi pa tukaj. Tako, na malo lepšem vremenu. Dobro, pošiljamo tudi Saši, pozdrave Turčijo. Hvala, Samči, za tvoj obisk danes. Hvala tebi, hvala vam, hvala vsem poslušalcem, poslušalkam in vsem, ki boste si ogledali video spot. Obvezno, pa sodelujte v nagradni igri, do 18. novembra imate čas, pol pa si Skatere pogledajte, kje je to jesen, tudi še v živo na koncertu. Lepo bodi, pa pridi spet. Hvala, enako, čau.